Kdo ve, kaj smo zdajle zapeli? Sara? Slovensko himno. Kdo pa je napisal slovensko himno? France Prešeren. Kdo pa je France Prešeren? Doktor. Kaj pa je bil? Pesnik. Pesnik, ja. Kaj pa je pisal? Pesnik. So bile to otroške pesmi, so bile bolj za odrasle. Bolj za odrasle. In zdaj mi povejte, kaj je bilo pa vam tukaj v tej pesmi všeč? Ko sta plesala. Ko sta plesala? Meni je bilo pa takrat tudi, ko še niso prišli oblaki, ko sta plesala. Ona je trastila musa, da bi jih plesala sa njemu. Ja. Iskala je moža, da bi plesala z njima, ne? Takrat, ko si je zbirala preslove. Pri rumeni mizici videla pomorskega moža. Ko se je ona deklica potunkala. Roko dol. Ko še ni zavrnila. Ko so oblaki počeli. Ko je začel grmeti. Novice, novice, direkt iz pečice, novice, novice, sveže novice. Matija, Mataja, hruške prodaja, hruška mu znije, Matija popije. Peter mašeter, mahlače na veter, veter zapiha, mu hlačke odpiha. a jaka tobaka, Po cesti koraka, sreča velja, da mu zlače pogleda. Špela Marela, na kahari sedi, cajtanke bere in ajfo kadi. Spet jaka tobaka, po cesti Koraka, sreča vojaka, se v hlače pokaka. metoda, neroda, polot. Je šla, se lojt razornila, je padla na tla. Si videl, si slišal, si svetu. Prebral, Ti kdo je? povedal, da nisem zlagal. Sem videl, Sem slišal, vse sem prebral. Da Da tele novice lahko rečem sem bal. Ej, nik mene pa zanima, kaj ti zdaj rišeš. Sončite prostira, tu so naredili Kako? klic, pa tukaj so naredili metuljska kakama, Ja? tu so usta, tu je nos, tu so pa oči, obrvi tukaj, tu so pa lasi, tu imamo Kako pa temu rečemo? portret. Portret od Franceta Prešerna. In kdaj mi delamo portrete v naši skupini? Za Prešerna urad. Kaj je kultura? A kdo ve, kaj je kultura? Povej, Nik. Če praznujemo kakšen praznik ali pa rojstni dan. Ja, to je kultura. Kaj pa je še, kam bomo tele slike zdaj dali, ko smo jih narisali? Ven, kje? Obesili in bojo kaj na? Deže pada ceni, se po noči namrsi in namakajo jeti, pravijo si žabica, cvetijo si jaškica, cvetijo si čebajaču, ki ima na zgradi. Desna roka, leva roka, Kadar? čečni sta. Lahko. Vse stvari lahko, vse ljudi objameta. Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji kulture, dober večer. Po živahnem uvodu naših mačkov bo težko nadaljevati v tako prisrčnem in prepričljivem duhu.
Hvala vzgojiteljicam in ravnateljici vrtca Oša Žiri za Prešeren vrtčevski muzej. Torej, se nam za kulturo ni bati. Prav zaradi te bojazni, da nam jo speljejo razmere, v katerih smo se znašli, smo jo preselili za ekrane, jo obesili na nezanesljive povezave. Kolebali smo, kaj storiti, saj smo vsi naveličani teh izpraznjenih, a vendarle omogočenih stikov. In prav smo imeli. V želji, da se čim prej srečamo v dvorani, v galeriji ali kje na prostem, v naših običajnih prostorih kulturnega srečevanja, smo privolili v ta nehvaležni medij, ki nam ni stal ob strani. Snovalci tega dogodka smo si vzeli čas za razmislek. O kulturi, njenem pomenu, njeni kondiciji. Seveda v Žireh, kjer smo iz karantene v karanteno bolj doma. Zavedamo se, kako pomembno je, kako je oblikovana naša kulturna krajina, v kateri živimo vsak dan. Vprašali smo se, kaj pomeni kultura? Je to samo slikanje, pesnjenje, muziciranje ali kaj več? Kako ravnamo drug z drugim, svojo dediščino, tradicijo, hrano? In po odgovore smo se napotili k mladim žirovskim ustvarjalcem, ki živijo doma ali v tujini. V trenutku se nam je nabralo toliko materiala, prej primernega za celovečerni film kot današnji dogodek. A smo se potrudili, rezali, krajšali, upam, da po najboljši maniri. Saj so nas mladi navdušili s svojimi idejami, kritičnostjo, energijo in mislim, da je skrajni čas, da jih spustimo k besedi na našem kanalu in v resničnem življenju. Torej, v nadaljevanju boste slišali izjave 17 mladih ustvarjalcev v najširšem pomenu te besede, ki jih bo povezovala glasba skupine Polinar. V drugem delu pa bomo predstavili delček ustvarjalnosti pesnika Janeza Kopača v izvedbi Karmen, Nike, Agnes, Denisa in Kristjana, spremljal pa jih bo Mat Čakl s svojo avtorsko glasbo. Spoštovani, naj predam besedo mladi kulturi v Žireh. Naj nas nocoj popelje na obrobje sanj. Podjetnik, sem pa tlele v tem prostoru nekdanjega, bom rekel, v bistvu se je še zmeraj coworking, ampak zdaj imamo najem od pisarne kot podjetnik. Sem tle že od 2016, ko smo z Matejem Kalanom štartala. Vmes sem pa z podjetjem Etiketa DD iz Žirov odprl tiskarno, sem odprl hčerinsko podjetje Etiketa Interactive d.o.o. Etiketa Interactive d.o.o., katero je voden, je pa podjetje, ki nadgrajuje tiskovine na digitalni način. Se pravi, če pogledamo recimo navaden pasiven tisk, ki ga Etiketa recimo tiska, ga mi potem nadgradimo z digitalnimi vsebinami. In te digitalne vsebine pomenijo recimo v tem primeru, če pogledamo QR kodo, nekdo poskenira, v primeru Juba, podjetje Jub iz Dola pri Ljubljani, za katerega izdelujemo tale izkušnjo, nekdo zadevo poskenira in doživi nek digitalni experience, kot mi temu pravimo. Izdelujemo pa tudi mobilne aplikacije za razne druge projekte. Zelo ponosni smo na projekt MSOR-a VRM, s katerim smo rešili kar mnogo težav podjetja. Prav z aplikacijo naredili to, da v bistvu nekdo zdaj gre, ko gre na teren, ko je merilc, te papirje pusti doma, vzame tablico in s tablico pomeri vse skupaj, vnese vse parametre, vse podatke noter, stranka mu z svinčnikom, ki je zraven tablice priložen, podpiše. In ko pritisne tipko potrdi, se v realnem času se skupaj pošlje v MSOR in naročilo steče, kar je zelo izboljšan proces dela. Tako da tudi namen podjetja je ostati v Žireh in da se ljudje pripeljajo iz Ljubljane in iz drugih krajev v Žiri, ne pa da kadar odhaja iz Žirov v Ljubljano. Kot podjetnik imam vedno tudi željo, ker vidim, da Žiri v bistvu še niso digitalizirane in v Žireh še ni digitalnih rešitev. Imam kot podjetnik svojo ekipo želje, da bi tudi Žirem posvetili
nek svoj čas, da bi kraj digitalizirali. Smo tudi že v bistvu koncept posneli nekega fanta, ki stoji pred zaprtimi vrati muzeja v Žireh. To je v bistvu problem. Rešitev, vrata še zmeraj zaprta, ampak pred vrati je neka tabla, kjer je neka QR koda, ki jo poskeniraš in potem lahko virtualno vstopiš v muzej in izveš določene zadeve. Si lahko 360-stopinjske posnetke pogledaš in si v bistvu v muzeju, brez da bi karkoli vstopil noter. Ampak ideja je že narejena. Jaz mislim, da z zelo majhnimi koraki, takimi otroškimi koraki lahko naredimo zelo velike korake za kraj, na kar bomo mi kot vodja firme, pa tudi kot ekipa zelo ponosni, da bomo lahko digitalizirali tudi svoj kraj. Ne? Vedel sem, da so obstajajo prostori sodela, coworkinga. Poznamo jih v tujini, tudi v Ljubljani se je takrat ta scena že kar dobro razvijala. In to je bila ena taka dobra ideja, ne, da jaz začnem s svojim delom, ne, da dam to pobudo, zakaj po Žireh ne bi mogli nekaj takega podobnega narediti. Zbral sem par somišljenikov, na kar smo šli do pristojnih, do občine Žiri, ki se mi zdela ideja ful fajn. So jo takoj podprli. Nekako je tale prostor bivše mizarnice, bivše M-Sore oziroma bivši prostori zdajšnje M-Sore so najbolj nekako sopadali z našimi željami. Ne. Mi smo obnovili prostore, opremo, opremo smo dobili iz osnovne šole Žiri, zavrženo v bistvu, ne. Smo jo povsem obnovili. Tako da mi smo zdaj 4 sobe opremili za naše potrebe. Ne. Vrednota recikliranja oziroma vrednota dela v Žireh, ko bi mogoče lahko tudi navezal na recikliranje, je tukaj sigurno najbolj možno prisotna. Ne. Tukaj gre za neke izobražene kadre, neke kreativne kadre, ki ostanejo v Žireh. S tem našim prostorom v bistvu delamo nekaj, kar bi lahko pomenilo, da vsak ostane tukaj, oziroma da pomisli na to, da mogoče je pa dobro, da sem v Žireh, mogoče je pa to prednost, ker je bliže, ker ni nič slabš, ne vem, kot neki prostori drugod. V bistvu, če mi pove, da se da tudi tukaj v Žireh imeti poslovni prostor za vse ljudi, ki so kreativni, za vse, ki so poslovni, skozi bolj se kaže tudi potreba, ali pa neka ideja zdaj nastala, da se zagotovi prostor vsem, ki delajo doma. Če bi zagotovili neke majhne enote, bi vsak lahko prišel uro, 2 ali pa, ne vem, bi rekel, 3 dni na teden bom tukaj. To lahko biti interes širše skupnosti. Občine, razvojne agencije, se že zdaj pomagajo, ampak za ta push pač rabiš strinjanje drugih tudi. Sam velik projekt. Smo kar kmetje v centru Žirov, no. Marsikomu je zelo zanimivo, da lahko v bistvu minuta z centra Žirov pa vidiš pašnik, da so kmetje tukaj okoli, pa da se z veseljem kmetuje. Da pač delaš doma, delaš na zrak, rad imam živali. Tu se pozna, da so krave pač na freji, je prosta reja. Jih veliko pove, da je tu v bistvu, da pri nas dobijo mleko tak, kot so ga pili včasih na kmeti. Veliko stvari bi rad, kaj bo pa prinesli, pa še ne vemo pač. Lahko je zdaj stvar taka, da grem ven delat, kamor še lahko, ne vem, ali v Dubaj, pa delam tam, pa pošiljam denar domov, ne? Ali pa se ustalimo tukaj, ker nekaj je, in vzdržujemo in peljemo zgodbo, ki je lepo zastavljena, super baza je in da gremo pač naprej, ne? Z veseljem, ki ste ga z Juto, z babico, pol pripeljala, da ste naredila tak lep vrt, prehranska shramba idej. Tako da pač jaz vrt začutim, jaz ga ne hodim več gledati,
Jaz ga začutim, jaz vidim, kaj cveti in posledično se tako razvijajo od produktov, ki jih proizvajamo, Kržišnik, ali pa do idej za jedi, pa posledično pol tudi same hrane. Ambient sam je prekrasen, tako da jaz mislim, da je stvar, ki ima velik potencial za samo lokalno skupnost, za kulturo nasploh, pa kot center, da bi to hišo peljali naprej. Se pravi, da je in kulinarika, galerija in sam vrt zdaj bolj ciljam na žiri, da se bo stvari začele razvijati. Da rata pač produkt in da se obdrži neka tradicija, pa v končni fazi tudi sam proizvajalec, ker so pač taki časi, da je treba stvari malo širše gledati, da nismo samo v dolini, ampak da pripeljemo tujce sem. Iz lokalnih produktov narediti neko zgodbo, ki je primerna za katerega koli tujca, ki pride v ta okolje, da mu neko tradicijo izročilo na nek modern način. Pač kultura je pomembna in kultura je prehranjevanje in kamorkoli se zanašamo, to ostaja kot del nas in se razvija naprej. Recimo drugi narodi imajo pač sam pesek, mi imamo pa ful enega zelenja, rož, narave, ki je prisotna in dajmo to izkoristiti pač v nekem sožitju. Sanjam, da bi z ribiči se zmenil, da bi pač nek kaviar delali zame, ker vem, da pač to se ne počne, ampak zakaj ne bi poblendali pa naredili žirovski kaviar? Mislim, ja, so eni taki drguljčki iz teh koncev, ki se jih da še razvijati. Mislim, da je stvar ima velik potencial, zastavljen je dobro, ampak bo, zdaj pač je treba vztrajati. Oče je veliko naredil v tem času, jaz pa tudi mislim, da bom. Ja, kaj naj rečem? Zmeri kakšne oddaje vadil, veš. Mi je bil recimo Stojan Navar, mi je bil tak vzornik. In pa sem zmeri tudi kakšen tle, ko je bil kakšen rojstni dan, pa kaj pa sem jaz naredil. Praznovanje pa sem šel naredil, ja. Pa takrat, ko je bil enkrat modern kolo sreče, če se spomniš. Sem pa tudi kolo sreče, prav tak s papirja naredil, velik tak. Mislim, da je bil za Birma takrat. In sem pa tudi takrat vadil, tako da jaz sem bil zmeri oboževalec teh voditeljev, teh karizmatičnih televizijskih voditeljev. Že takrat sem zelo opazoval kamere, to mi je bilo nekaj takega neverjetno svetega. Sem takrat, so bili seveda drugačni časi in si je človek težko privoščil tudi kakšno manjšo kamero. Ampak to je bila vedno moja želja, da bi lahko eno kamero kupil. In pa sem le zbral dovolj denarja enkrat, da sem si kupil prvo kamero. To je bil pa, rečemo, moj začetek. Lahko rečem, da sem na tak način sem najbolj spoznal žiri pa žirovce. Prav preko kamere. Preko kamere sem jih najbolj več. To mi je bilo okno v svet žirov. Mogoče se bo mogla tudi v žireh ali pa mogoče celo na splošno kultura malo pomlajšati. To je vprašanje, mislim, kako jih navdahniti, ker vem, da mladi se isto zanimajo, ne moramo reči, da jih nič ne zanima, da bi se prek računalnikov sedeli pa igrice igrali, ampak nekako jih je potrebno navdušiti za to, nek nov kanal. Verjetno tudi prek tega digitalizacije in prek spleta in nekih interaktivnih vsebin. Najbrž bi bila prihodnost žirovske kulture v tem, da res povežemo prav to dediščino in sodobnost. Prav, da se nekako približamo mladim, da poskušamo jih vključiti v nove dejavnosti, v kulturo, v ustvarjanje, da naredimo mogoče kakšno združenje, da jih poskušamo čim več privabiti, tem, da mogoče tudi gledamo v to, da bi tudi tako tehnološko se posodobili, da bi vložili digitalizacijo rešitev. Mislim, imamo razne kadre, ki bi lahko tako virtualna resničnost, muzej, sodobnejša oblika. Imamo tudi podlago za kakšno fajn filmsko zgodbo, kakšno tako hollywoodsko produkcijo, ne samo slovenski film. Vodi me predvsem to, da imam
imam eno posebno navezavo, seveda na domači kraj, to je zagotovo nekaj, ko seveda neka ustvarjalnost, neka želja po ustvarjanju, ne glede na finance, imaš nekaj v sebi, da bi nekaj ustvaril, nekaj dal ven, nekaj pokazal. To je bil naš zelo odmeven projekt Revin. V bistvu v njem smo zastavili to zgodbo, da podremo zadružen kozovec, ki je stal na Goropekah, in v bistvu z njega pol izdelamo lesena okna. Tle v tem projektu smo v bistvu želeli pokazati tu, kako z eno načrtno dekonstrukcijo oziroma z enim načrtnim podiranjem objekta lahko ohranimo konstrukcijski les, ki je dejansko čist primeren, tako kakovostno kot dimenzijsko, naprej za uporabo. Poleg tega pa v bistvu smo zadeli eno nišo nekih kupcev, ki jim taka tradicija in tudi tak izgled lesa, se pravi star, grčast, za ene bi rekli gnil, strohnjen les pač pomeni oziroma jim paše v samo njihovo zasnovo objekta oziroma njihove arhitekture. Se pravi, neke brunarce, prenove starih hišane in tako naprej. Recimo vidimo prihodnost v tem, da bi se lahko ta ponovna uporaba predvsem spodbujala v javnih naročilih. Javni objekti, zamenjava oken, lahko čisto specifičen nares takih objektih, ki dejansko so direktno povezani s kulturno dediščino, da bi država v bistvu uzakonila potrebo oziroma nujnost po tem, da se vgrajuje produkte, ki imajo za seboj neko reciklažo. Žirovsko okolje je meni dalo, se mi zdi, predvsem čut za dober odnos do narave, do okolice, okolja, v katerem živimo. Nisem sicer nikoli bila krajinski fotograf ali pa, da bi pokrajino fotografirala. Meni je najbližji socialna fotografija pa neka reportažna oblika družbe, človek, ljudje, kulturna dediščina. Ja, serija, cikel fotografij minevanja je bila kar večletni projekt, ki smo ga sicer mislili nadaljevati, ampak se je vmes precej hiš že porušilo. Še skozi je želja par hiš ovekovečiti, dokler stojijo. Seveda je pa tu en del, ki izginja in smo zadnje trenutke lovili, da še najdemo nek utrip, ki je bil tle včasih. Nekako bolj v opomin so bile pol te serije narejene, da bi koga navdihnili, da bi vseeno razmislil raje o prenovi kot o podrtju. Definitivno se da vse krasno povezati v neko občinsko delovanje, kulturno, tudi v smislu ponudbe, ki jo lahko ponujamo navzven drugim. Prestaviti stvari ven, v naravo, ob sprehajalne poti, razstavne prostore odpreti, da je vsakmu na voljo, da ni treba stopiti noter, da ni treba, da nekdo tam dežura po cele dneve sam. Postavimo, umestimo vsebine v sam kraj. Konec koncev je pa tu možen najbrž z nekim profesionalnim pristopom, ker zdaj, dokler je vse na prostovoljni ravni, je tudi težko ljudi motivirati, da bi poprejeli za delo, da bi zastavili dobre projekte, ki imajo vsebino. Tukaj bi rad najprej rekel, da v zadnjih letih se je začel delati na nekih projektih, ki so jih že zelo dolgo časa rabile in potrebovale. Hkrati se mi pa zdi, pa moram povedati, da so nekateri od teh projektov pa tudi malo izgubljene priložnosti, ker se mi zdi, da
občina, tudi če zdaj zelo dela v to smer, da se dogaja na tem področju in da tudi dela neke krajinsko-arhitekturne delavnice, študentske delavnice, bi lahko izkoristila tudi nekatere druge oziroma nekatere druge mehanizme, s katerimi bi lahko izboljšalo oziroma dobili nek presežek v prostorski kulturi v Žireh. Eno takih mehanizmov je definitivno javni odprti natečaj, ki ga pomaga voditi Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in s katerim se pride do najboljše strokovne rešitve za nek projekt. Tako da se v bistvu za enako denarja se pač pridobi najboljšo rešitev. V sodelovanju s Fakulteto za krajinsko arhitekturo in s Fakulteto za arhitekturo je bila tle izvedena delavnica pred nekaj leti in so prišle v neke zelo zanimive rešitve, ampak se jih potem pri izvedbi ni upoštevalo. In tu je zelo škoda, ker so pol te rešitve, ki, naprimer, sploh tukaj za ta primer, so zelo parcialne in stihijske. Naprimer v Žironi v Kataloniji je en krajinsko-arhitekturni studio, ki ga vodi Marti Frank, ki je prepričal občino, ker je tam ena reka, ki zelo ni bila uporabljena, njeno obrežje zelo ni bilo uporabljeno in je v bistvu podoben primer kot tukaj, je prepričal občino, da je samo spremenila režim vzdrževanja obrežja. Se pravi, ni šlo v ta njegov projekt ni šlo nič več denarja, kot gre že drugače za vzdrževanje in je samo s tem, kaj posekati, kaj pustiti, da raste, samo s tem je to obrežje zelo zaživelo in ga ljudje zelo radi zdaj uporabljajo, ki ga prej niso. In naprimer na tak način se mi zdi, da bi lahko tudi tukaj v Žireh dosegli nekaj več. Mislim, da gre tukaj predvsem za premalo zavedanja oziroma premalo izobrazbe o prostorski kulturi. Če pogledamo v tujino, predvsem na severno, Nemčija, Danska, pa Skandinavija, tam se tega veliko bolj zavedajo in veliko več obnavljajo. Ni toliko novogradenj, ampak je veliko več obnove. Tukaj je škoda, ker se v zadnjih letih, predvsem v starih Žireh, se zelo veliko tega ruši. Vidim nekaj dobrih primerov, kjer so kozolci, naprimer nekaj kozolcev se je žal podrlo v zadnjih letih, nekaj se jih je pa tudi na novo naredili, kar je seveda za pohvaliti, ampak bi bilo treba na nek način ozavestiti tudi širšo javnost o pomenu te kulturne dediščine in da jo je smiselno ohranjati in varovati. Magistrsko nalogo sem delal prenovo in sicer Primožičeve hiše za mano. To je hiša, ki spada pod kulturno dediščino v Žireh. Je zelo lepa hiša in nosi potencial za prenovo in zato sem se tudi odločil, da bo to moj projekt. Projekt je šel bolj na idejo, ne toliko na fizične prenove, ampak v bistvu na idejo tega problema, kako se v Žireh oziroma nasploh v Sloveniji ravna s kulturno dediščino. In idejna zasnova se je v bistvu vrtela okrog tega, da ti lahko hišo, ki je stara 100 ali več let, ravno tako moderniziraš in ji daš moderno tehnične stvari in jo povrneš v bistvu nazaj v življenje, tako da v bistvu ostane stara hiša, ima kulturno identiteto, istočasno pa je moderna in je primerna za življenje v 21. stoletju. Hiša, ki jo prenavljamo, pa že sama po sebi ima neko kulturno identiteto. Ona že dalj časa stoji v tem kraju, je že preživela marsikatero generacijo, zgradili so jo naši predniki in ima kulturno identiteto kraja, predstavlja kraj. In take stvari je treba ohranjati, zaradi tega, ker to predstavlja v bistvu nas, našo zgodovino in to, kar smo. Problem kulturne dediščine je v Sloveniji kar velik. Mislim, Slovenci smo sicer kot narod tako zelo ponosni na svojo zgodovino. Tukaj je neka dvoličnost nas kot naroda, ki se mogoče ne zavedamo, da je prav ta kulturna identiteta Slovenije oziroma naših prednikov oziroma nas samih, ki s tem živimo, zelo pomembna in da nas to dela unikatne.
v bistvu te stare stvari, ki živijo z nami, ki jih kažemo s ponosom, oziroma bi jih morali kazati s ponosom, pa se mogoče nasploh v Žireh to zelo slabo vidi. No. Ja, zdi se mi, da zelo močna področja so predvsem tukaj na področju kulture. Omenjati te avtorje, ki so živeli ali pa so se rodili v Žireh in delovali tudi tukaj. Kot en tak se mi zdi pisatelj Leopold Suhadolčan. Kdo od otrok v bistvu ne pozna njegovega Pika dinozaura, jaz se spomnim, da sem to z veseljem bral. Poleg tega pa tudi slikarska umetnost, likovna umetnost Maksima Sedeja in pa Peternelov. Se mi zdi, da je to en tak potencial, en tak biserček, ki bi se ga lahko še malo bolj odkrilo celotni slovenski javnosti in pa pol tudi nasploh. Zdi se mi zelo pomembno, da bi se pripravil en tak prostor, kjer bi lahko bilo na ogled saj likovna dela ali pa književna dela tudi in tudi del, poleg tega seveda tudi čipke. Poleg tega se mi pa zdi en tak lep primeren kraj, prezbiterij nekdanje žirovske farne cerkve, da bi se ga tam uredilo. Klekljanjem sem začela, ko sem bila stara 3 leta. Tisto najenostavnejšo tehniko s kitico naučila me je mama. Spomnim se še, bila je zima, mislim, da je bilo tako res ena izmed tistih res mrzlih zim. Mama nam je skuhala čaj, pa nam pogrela flancate. In pol smo skakali tam okrog peči. Je mama rekla, zdaj pa dost, zdaj pa prid sem, pa se used. Pa ti bom pokazala, kako. In takrat sem se prvič spoprijela s to tradicijo klekljanja. In od takrat nisem nehala. Ja, mislim, vzor mi je mama v prvi vrsti, drugače pa Manca Ahlin in s tem, kako je nesla čipko v svet, kako jo je predstavila v New Yorku. Ona je definitivno ena izmed prvih, na katero pomislim, ko razmišljam o tem, kam naprej bi lahko šla čipka. Moramo samo v prihodnosti na čipko pogledati z večjih zornih kotov, ne samo kot nek dekorativni izdelek za na mizo ali pa za v zavese. Verjetno je en ta spomin, recimo, na izdelovanje čevljev oziroma izdelovanje enih 2 parov, ki so jih starim očetom jela z Lojzetom. To je en tak spomin, ker recimo ima neke take estetske vrednote noter. Meni so bili neki ti čevlji zelo zanimivi, v tistih cajtih, to je bil že, ko sem bil v osnovni šoli. Je pa dedek Alojz umrl. Zapustil mi je pa ta zadnji par čevljev, ko sva jih naredila skupaj. Nekako s tem sem šel na študij arhitekture. Tak prispodoba rečem, da sem odkorakal s temi čevlji na študij arhitekture. Takrat se mi je zdelo, da je pač ta priložnost, da bi jaz te stvari ohranjal pa obujal, nekako zamujena, ker pač znanja ni več, dedka ni več. No in sem bil toliko zaposlen s študijem, da o tem nisem dosti razmišljal, oziroma se s tem nisem ukvarjal. Ko sem pa šel na študij v tujino, tam sem pa videl, da so te stvari v nekaterih krajih bolj cenjene. In takrat sem videl, da je po mogoče tle tudi ena priložnost, da se to obuja. Ta čevljarstvo v Žireh je sigurno ena panoga, ki je dala vse te ostale druge mojstre, ki jih danes poznamo. Po drugi strani, mislim, očitno je imel ta izdelek veliko dodane vrednosti v tistem cajtu. Tako kot ga ima še danes, če je ta čevelj narejen na tak tradicionalen način. Ja, jaz se zgledujem po teh modelih, ki sem jih našel v Žireh, se pravi, in te modele nekako preoblikujem. Načeloma so vsi ti tradicionalni čevlji sestavljeni tako zelo funkcionalno, imajo pa neko okrasje, pa neke oblikovne značilnosti tudi. Mene pa bolj zanima tista notranjost čevlja, se pravi, kako tisto
česar mi v resnici ne vidimo, oziroma vidimo samo to zunajno obliko, kak tisto prilagoditi za modernega človeka. Najprej funkcionalnost, pa estetika, oziroma oboje se mora v štric sklapati. Ja. Zdaj ta čevlje ali pa tak izdelek je sam po sebi prestižen, zato ker ga pač moramo, ker za njega porabimo zelo veliko časa, da ga izdelamo. Prestižen je zato, ker je cilj tega izdelka, da je narejen po meri. In sama izdelava je pa zelo tista počasna, tradicionalna. Cilj, da se izdela, da se naredi nek čevelj, ki bi bil recimo seveda udoben, pa trajnosten in tako naprej. In nek tak izdelek, ki bi z nam nekako lahko rasel. Ja, danes pa lovimo zadnji vlak in mojster Franc mi prodaja znajne. Ja, v Žireh imamo vse nastavke, da bi tu uspeli. Imamo dediščino, imamo delujočo industrijo, ki tudi dela zelo zanimive stvari, pa zelo dobre. Pa imamo pač neko tako, recimo manjšo, tradicionalno čevljarsko delavnico. Meni je zanimiva vsa glasba, mislim skoraj vsa glasba mi je zanimiva. No. Špilamo od metala, rocka, pop, tudi funk. Pa to še ni vse, ja, tudi imamo plane, da bi tudi kaj bolj modernega naredili, recimo, ne. Ne moreš postaviti enega okvirja, ki bi lahko znotraj tega okvirja ustvarjal para, ne. Za vse veš, samo ne moreš se podložiti, kaj bi uporabil, recimo. Zaradi te globalizacije se je vse pomešalo, ne, totalno že zdaj, ne, in nastanejo take mešanice zvrsti, ne, pa čisto se lahko zmisliš, kar ti pade na pamet, res. Avtorsko glasbo, ja, predvsem zdaj sem bil ful aktiven z bandom Prelud. Zdaj trenutno smo pa najbolj aktivni, oziroma saj tako, no, najbolj razmišljamo. Zdaj so taki cajti, da se ne da neki špilati, vaditi, ful, ne, kako bi rekel. Delamo pa na tem, no, s Polyline, Erika Mlinar pa Aleš Kacin, pa jaz, Klemen Vinar smo v tem bandu. V karanteni od marca naprej, se mi zdi, da sem ustvarila spet tisto tekočo produkcijo, no, da sem naredila v njih 7 velikih slik, velikih plat. Predvsem me zanima samo zaznavanje, kako ljudje različno vidimo določene stvari, no, tako da tudi zdaj to malo prepletam v svojem slikarstvu, se pa moje slikarstvo skozi navezuje na hrano. Najprej so bile, čisto na začetku moje slikarske poti, ko sem bila še na fakulteti, sem odslikavala take drobne čokoladice, kremšnite, zamorčke, skratka, take majhne sladke spomine, ki so me vračale nazaj v otroštvo. Prvi ciklusi se precej navezujejo na Žiri, tudi na slaščičarno v Žireh, na te zamorčke, ki me je oče vozil, no, ko sva šla po kakšnih pohodih tam okrog, pa pol jaz sem bila, nisem hotela hoditi, no, in pol je rekel, ok, za nagrado, pol na koncu bova pa šla na Hesadu na zamorčka, tako da mi je to vlekel pol, ali pa ne vem, tudi ciklusi, ko sem imela teh sladolede, pa ta tekoč sladoled, ki je bil včasih ful dober, no. Potem sem prišla iz tega na ciklus teh gob, atomskih gob, sem se navezovala bolj na sama čustva, kako znajo biti uničevalna in hkrati močna, ne, lahko so tudi lepe. Atomske gobe so nastale po smrti mojega očeta, sem rabila kar nekaj časa, da sem sprocesirala tak dogodek v življenju. Znamo razvrstiti, sploh ga umestiti, mine kar precej časa. Ta zadnji ciklus se imenuje življenje, sicer upodabljam sluzovce, pa plesni, pa bakterije, ampak brez teh mikroorganizmov svet ne bi obstajal, no, v takem merilu, ki je. Moramo gledati kot novo rojstvo, se pravi, hrana se na novo rodi, no, tako da
zelo uživam v tem zadnjem ciklu, v tem zadnjih teh ciklih hrane, upodabljanja. Vsak gledalec bo videl drugačno. To mi je všeč, da puščam, da jih ne slikam in ne ukleščam toliko, da bi vsi razmišljali enako, ampak da jim dopuščam to domišljijo, to mi je po zmeri primarnost. Sama ozadja so večkrat taka malo bolj fantazijska, ampak se na nek način so vse naslanjam, tako kot rečemo tukaj za mano, ki je ta pelod palme, zlate palme. Lahko gledamo kot, ne vem, zgolj kot nek dripping, čisto slikarsko, lahko pa gledamo kot nek, ne vem, na nek prah v vesolju ali pa lahko ga postavljamo v vesolju ali v neki eter, skratka, neko čisto druge dimenzije, tisto, kar nam je blizu. Žiri definitivno. Mislim, v nekih delih definitivno ostanejo, ne? Čeprav jaz sem že svojega, 18 leta sem že skoraj skozi tukaj. Je bilo neverjetno, koliko ljudi v Žireh ustvarja, ali naivcev, ali tudi znanih slikarjev. Dosti imamo tudi, mislim, ki se ukvarjajo s pisanjem, ali pa imajo korenino v Žireh, pa so, mislim, od Brone Žakelj, Mazinija, ne, tako. Pol imamo meni še zmeri zelo priljubljenega slikarja, Kržišnika, ne, Tomaž, mislim, res so to imena, ki, ne vem, bojo tudi, to so svetovno skoraj znani, ne. Tako da Žirovci smo, mogoče zaradi tega, ker je ta kotlina in tako, smo res se borimo, no, in hočemo pokazati, kaj znamo. Vsaj tako se mi je zmeri zdelo, no. Ja, zamisel imam že dolgo, imam že, ne vem, makete sem delala, vse sem že skicirala, vsega svašta, sam pa rabamo, imam to, mičkam na kinetično umetnost se bom sfokusirala, malo robotike bo noter, spet nekaj novega, ne, spet in izzivi in vsi, ki mi reče, pa kaj kompliciraš, napiši tisto, pa naredi nekaj, pa je mira, ne. Ampak pač me duša nadaja in telo in pol je tako, kot je, ne. Ker če imaš otroka, tudi narodiš drug dan, ne, imaš, ne vem, 9 mesecev, pa še prej mičken planiraš, če je tako, ne. Tako isto je z umetnostjo, isto je z vsem, kar se nekaj lotiš, ne. Tako da se mi prepleta od klasičnega kiparstva železom, do inštalacije, fotografij, video in lahko tudi kostumografijo, daj tudi malo plestu. Probam biti po občutku, no. Moraš delati tako, kot čutiš. Najbolj močna zgodba pride ven. Pa že ne vem, par let, pa moja na 2014 začela tuhtati, da bi naredila prav, da bi imela društvo umetnikov Žiri. Poznamo se, ne, pa če si skupaj, si močnejši, a ne. Mislim, če si pomagaš, je boljša energija, bolj se veseliš, fajn se imaš, več vidiš, da nisi tako ločen, no, ta ločenost nas non-stop zavira. Tle je treba delati, no, na tem. Konstantno sem objavljal stvari, ki jih delam širši publiki in prek tega se mi je pol začelo odpirati, so se mi začeli odpirati nove veje, novi projekti in me je pripeljalo ful daleč, moram reči, in tudi svoj stil sem spilil. Stil, v katerem se dosti najdem, je definitivno pop art. Moj uradni podpis, če bi lahko rekel, je barva in motiv. Mislim, žive barve so res nekaj, kar me najbolj privlači. Študij na splošen, akademija mi je pustila dosti svobodne roke. Vse je brez meri v tebi, v samu sebi. Koliko daleč si upašic, v kakšno smer te vleče. Pač vse je bil res dejansko na tebi, v kakšne vode se hočeš spuščati. Nisem si upal izstopati, medtem ko danes mi je tu brez problema, jaz hočem izstopati, ker tako na koncu postaneš prepoznaven, ne? Folk te pozna zaradi tega, ker si drugačen. Meni je bila umetnost zmeri tako kapo dol. Jaz sem pač dihal s njo, res art, barve, slike, vse. Tu mi je tle toliko zakon, ker si res, ful sem se našel, no, res moram reči. Pa tudi vsi toliko spoštujejo art in te pač ful porivajo, da greš še deli.
Jaz poznam, neosebno, slišal sem že za njega ful dolgo nazaj, pač vem, kdo je in vem, da je tudi bil profesor na akademiji. Mi je škoda, da me ni poučeval na akademiji. Pač te grafike, jaz se jih spomnim, ko sem bil še v osnovni šoli. Jaz sem bil pač tako, tu so soneti nesreča, ne. Jaz se spomnim, jaz sem videl te slike, sem bil pa sem tako, oh my god, pač tu je tako, kot da bi gledal iz prihodnje. Zbirajo umetnike, razne slikarje, pisatelje in da hočejo, da zbirajo, da naredimo kakšna zanimiva umetniška dela na temo kulture žirov. Prvo na pamet mi je prišel Tomaž, pač ker sem tako isti foh kot jaz, umetnost gor dol in sem rekel, pač hočem narediti portret njegov, ker sem videl, da si zasluž, da ga jaz upodobim, ker pač vem, da bo zdaj dal dobro. Hočem narediti razstavo v Sloveniji, pač naredimo Žireh še boljš, ker iz tam izhajam. Kultura ni samo pač risanje, umetnost, pisanje, branje nazadnje, ne? Ampak je tudi vsakodnevna skrb za, bom rekel, čisto osnovna opravila in pa za osnovne, bom rekel, človeške težave oziroma za osnovno tudi komunikacijo, ne? Jaz mislim, da v bistvu kultura dejansko povezuje ljudi, ne? To za moje pojme je bistveno, sploh v takih situacijah, kot se trenutno dogajajo, ne? Upam si, da bojo ljudje spoznali, koliko je to pomembno, da so predvsem, ne, recimo tega se še nismo dotaknili, ta dobrota, ne? To je sploh v takih situacijah, kad je zdaj izrazito pomembno, ne? Da ti razumeš, kakšne stiske ostali preživljajo in se probaš nekako na nek način sočustvovati oziroma se jim približati na nek način, ne? In to, recimo, to za moje pojme je bistveno, da pri tem sobivanju, ki ga imamo, ne? Nisem se dotaknil, ne, kaj je mene vodilo pri vsem tem ustvarjanju, ko sem ga imel. Zame je bil glavni motiv majhen človek. To je zame vodilo in taki ljudje, recimo, mene pritegnejo in jaz se v teh mojih delih, ne, predvsem zavzemam za njihovo mesto pod svobodnim soncem, ne. Majhen človek v bistvu ima načeloma največje srce, ne. Kdaj pride do tistega trenutka, je pa, ko se nakupič dosti enih stvari, da se nakupičo stvari in jih potem izliješ pač na platno ali pa na list papirja. Veliko krat pride v celem kosu, ja. Veliko krat se naenkrat izlije vse, kar imaš v glavi. To je tisti trenutk in se usedeš in napišeš in to je to. Kakšno leto pred njegovo smrtjo, ne, sem jaz tudi začel aktivno zelo pisati in tako, velikokrat sva se tudi o tem pogovarjala z njim. Velikokrat je tudi kakšen komentar mi on pustil, kar je sigurno pustilo pečat, bom rekel, tudi njegova dela, ne. Pojdi nocoj z menoj na obzorje sanj. Pojdi nocoj z menoj na obzorje sanj. Pokazal ti bom najveličastnejši pogled vesolja. Pokazal ti bom polarni sij
in njegovo zeleno meglico. Utrinki bodo deževali z neba in ti izpolnili vse želje, ki jih skrivaš v sebi. Pojdi nocoj z menoj na obzorje sanj, prepusti se svobodnemu objemu na cesti poletnega dežja. Prepusti se mojemu jutranjemu pogledu, vzhajajočega sonca. Pojdi nocoj z menoj in doživel boš trenutke, ki jih še nikoli nisi doživel. Kot bi videl kamenje cveteti in drevesa leteti, kot bi videl nebo vzdrhteti in vodo goreti. Pridi, videl boš najčudovitejše trenutke z menoj. Pojdi nocoj z menoj na obzorje sanj, kjer se pesek spreminja v zlato in zlato v zvezde, kjer te travna bilka radostno pozdravlja in kjer beli golobi pripovedujejo pravljice angelom, kjer ti škratje in vile prinesejo cvetlice in palčki osvetlijo pot. Pojdi nocoj z menoj na obzorje sanj, prepusti se mi nocoj, da te z letečo preprogo odpeljem na obzorje. Obzorje sanj. Kako neznosno si te želim. Kako neznosno si te želim v jutranji rosi ali v večerni zari, v najnovejših čevljih ali v strganih copatih, v najmodernejši obleki ali v strgani srajci, v soncu, v dežju, vetru, megli, buri ali v toči, v snežnem metežu ali v puščavskem viharju, na prostranih pobočjih ali ob svetlikajočem morju, v mestnem hrupu ali v gorski tišini, z vesoljem v roki ali z luno na gozdni jasi, zeleno ali z rumeno, z vprašanji ali z odgovori, z nežnimi pogledi ali z očarljivimi dotiki, z valovitimi lasmi ali spletenimi v kito, z iskrenostjo ali s pogumom, s poštenostjo ali z zaupanjem, z magoslavnim prerojenjem ali z ekstazo življenja, s pesmijo ali s šopkom cvetlic, s knjigo ali brez nje, s čopičem ali s pisalom v roki, s sanjami ali z najlepšimi mislimi, s srečo ali z veseljem, ob dopoldanskem prigrizku ali ob večeri, ob obiranju jagodnih polj ali ob sajenju mavric, ob kotaljenju oblakov ali ob podajanju zvezd, ob sprehajanju psa ali ob nagovarjanju delfina, ob neskončni jati ptic ali ob utripu travne bilke, ob poslušanju najrazličnejših melodij ali ob gledanju sončnih zahodov, ob šumenju najlepših slapov ali ob sotočju največjih rek, ob piramidah ali ob slavoloku zmage, pred mamo ali pred očetom, želim si te z dušo in s telesom in z vso ljubeznijo, ki jo premorem poleti, pozimi, spomladi in jeseni. Želim si te vsak trenutek. Kako neznosno si te želim.
Epistola. Pridem k tebi in ti prinesem v dar najboljše palačinke, ki jih imaš najraje. Pod mostom voda tiho žubori. Ti pa mi nameniš ljubezenski pogled. Tako nežen je in tako veliko dobrote je v njem, da bi z njim lahko premikal gore. Poveš mi, da je ustvarjen le zame. Ovenelo kamenje. Sedim na mogočnem hrastu in čakam, čakam prihod najrazličnejših ptic iz najrazličnejših krajev. Čakam orjaške mravlje, ki nosijo največje zvonove. Čakam glasbeno rapsodijo, harmonijo in simfonijo. Čakam najlepšo deklico, ki joče za izgubljeno ljubeznijo. Čakam sijaj lune, da mi osvetli pot. Čakam na pastirja, ki se s čredo ovac vrača v dolino. Čakam 40-dnevni dež, ki bo preplavil zemljo. Čakam začetek in konec in čakam ovenelo kamenje. Elegija. Za nikogar. Sedim in se čudim neskončnim traparijam. Iz tisočerih ust gledam in poslušam same neumnosti. Slišim blebetanje in preklinjanje množice, izzivanje in hvaljenje, poveličevanje in poneumljanje samega sebe. Gledam bruhanje in grozo in obup in gnus preleti moje misli. In sprašujem te, kje je izgubljena modrost? Če sem tujec sam sebi, zakaj potem vem, kje je izgubljeno v izgubljenem? Zakaj vem, da te je strah? Zakaj vem, da ti ostali pričarajo nasmeh na obrazu, ki ga sam nisem sposoben? Izhlapevam v višave in opazujem New York, Detroit, Boston, Seattle, Washington, San Francisco, Los Angeles in Phoenix. Trajekti in ladje, tankeri in jadrnice, katamarani in čolni pa tonejo v globine večne rje. V krogu hodijo uklenjene roke in uklenjene noge, krvave noge in krvave roke. Prisrčnost pa v največji samoti gnije in nemočno opazuje grozote strahov spoštovanja. Miselne avenije in naraščajoče agonije, poplavljene aleje in pozabljene panaceje. Kričeče ciprese lahko miselno stegujejo svoje vratove proti luni, ki požira svojo senco. Rumena je vse bolj podobna črni. Oranžna je vse bolj podobna črni. Rdeča je vse bolj podobna črni. Modra je vse bolj podobna črni. Zelena je vse bolj podobna črni. Črna je vse bolj podobna črni.
V loncu se kuhajo močeradi in kričijo brezglavemu deževniku, ki izkazuje neizmerno ljubezen blatni zemlji, umazani zemlji, krvavi zemlji. Vznemirjeno kokodakanje rib, ki s kljuni drezajo v najlepše sanje. Zlato sonce je skrilo svojo ljubezen v svojo nedostopno notranjost, ki prepereva od žalosti. Poezija poezije. Vsa umetnost poezije je skrita v preurejanju besed, postavljanju ločil in znakov, pregledovanju slovarjev in izpisovanju besed, ki naj bi nekaj pomenile. Nimam se za pesnika in ne za poeta, saj nisem ne pesnik in ne poet. Sem le preurejevalec besed, postavljavec ločil in znakov, pregledovalec slovarjev in izpisovalec besed, ki naj bi nekaj pomenile. Vse, kar govorim, lahko pove tudi peščena ura ali keramični škorenj ali lesena skrinjica z zlato ključavnico ali zobotrebec ali posušeno cvetje v vazi. Vseeno ljubim poezijo, ne glede na to, ali jo posnemam ali ne. Ne glede na to, ali jo prebiram ali ne. Ne glede na to, ali jo opevam ali ne. Ne glede na to, ali jo živim ali ne. Vem, da nimam pesniškega daru, kot so ga imeli Whitman, Rimbaud, Ginsberg, kot ga je imel Lorca ali kot ga je imel moj stric. A vseeno sem poeziji podaril dušo z upanjem, da nekoč, nekje, poezija tudi meni podari pesniški dar.